Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, zakaj nekateri imajo težave z gomazenjem v rokah, v nogah, mravljinčaste roke in tudi udrevenele roke, lahko tudi noge. V glavnem pregledali bomo čustveni vzrok in tudi tehnični vzrok. No, glede na to, da smo tukaj na zemlji, bomo šli najprej skozi tehnični vzrok, ker dejstvo je, da je najprej treba telo nahraniti, ga podpreti, potem pa naprej. V kar sem jaz sama prepričana, je to, da vsi potlačeni spomini, vsa čustva grejo potem ven preko fizičnega nivoja. In recimo, če gremo s to težavo recimo k zdravniku, bomo po vsej verjetnosti dobili diagnozo, recimo sindrom nemirnih rok in nog, ali pa recimo diagnoza, kaj bi še lahko, fibromialgija. No, in se je v bistvu fibromialgija odgovor skoraj na vsako nepojasnjeno zadevo. Dejstvo pa je, da telo pač je kompleksna zadeva in nas uči. No, zdaj pa gremo najprej na tehnično zadevo. V poletnih mesecih se bolj potimo, to je dejstvo. In s potenjem grejo tudi ven vodotopni vitamini in minerali. Vodotopni vitamini in minerali so dejansko skoraj vsi, ker v maščobi topni so samo trije, in sicer vitamin A, D pa E. Vsi ostali vitamini so topni v vodi in se izplavljajo tudi s potenjem. No in zdaj, če pogledamo prav gomazenje v rokah in nogah, je pomanjkanje vitamina B1 ali magnezija. Znaki pomanjkanja so prav enaki in recimo za magnezij verjetno vsi veste. Če vam manjka magnezija, vas bo špikalo pri srcu, boste imeli gomazenje v rokah in nogah, krče boste imeli. In zdaj, če pa pogledamo tukaj naprej, ko imajo hormoni žur, na strani 312 pa je recimo mišični krči ter gomazenje v rokah in nogah. No, in to je točno to, mravljinčaste roke in noge, pa je imela vprašanje gospa, in tudi odrevenelost udov je povezana s pomanjkanjem vitamina B1 oziroma magnezija. Zdaj pa, če pogledamo, kje vse to dobimo s hrano. Ogromno tako enega kot drugega je v oreščkih, recimo ta trenutek stročji fižol, ima ogromno tako B vitaminov kot magnezija. Zdaj, če pogledamo tukaj naprej, recimo pistacije, grah, arašidi, večina zelenjave vsebuje B vitamin in prav tako magnezij pa predvsem se nahaja v oreščkih. Tudi vseni kosmiči vsebujejo tako enega kot drugega. Ampak možno je, da pride do tega, da telo ima tega premalo, da je treba pač zaradi stresa dodati, da imamo tega več teh dveh vitaminov in mineralov, ker moramo pa razumeti, da stresni hormon praktično pokori vse, kar je možno v telesu. Ne samo beljakovine, ki so gradniki novih celic, aminokisline, ampak tudi vitamine in minerale. No in kaj bi jaz v tem primeru naredila, kot ta gospa, ki me sprašuje, ki ima odrevenele roke in ki ima že težave z mišičnimi trzanjem in tako naprej, jaz bi vzela prvo stvar kalcij pa magnezij plus D3 vitamin, to bi vzela tudi 9 na dan, zaradi tega, ker predozirati ga ne moramo, to je prva zadeva. Druga zadeva pa, mnogi se bojijo kalcij, da povzroča kalcijeve obloge. Ampak tale kalcij je že narejen tako, reče se, da je ioniziran, se pravi, je že spremenjen in se vsrka direktno v kosti, direktno v mišice in dejstvo je, da ga tudi kalcij potrebujemo v naši krvi. Ne razmišljati, da imate preveč kalcija, če imate kalcijeve obloge, ampak da se je kalcij nepravilno skladiščil in ni nujno, da ga imate preveč, prej premalo bi jaz rekla. Tako da v tem primeru, če imate že kalcijeve obloge, telo pač sporoča, da rabite velike količine C vitamina. Zdaj pa koliko C vitamina? Saj 1000 mg C vitamina, ampak imam pa primere, vam povem, recimo moja svakinja je jedla 3krat na dan po 3 C vitamine, ali pa ne 3, 3krat na dan po 2 C vitamina, tako 6 na dan, in 3krat na dan po 2 omegi 3, se pravi 6 na dan,
in je kalcijeva obloga, ki jo je imela v rami, enostavno zginila. Se pravi, tega nima več. No, tako da zdaj, če pogledamo, kaj bi jaz vzela v tem primeru, 6 do 9 kal mah plus D3 vitamin, ker bi dobila dovolj magnezija, kalcij pa magnezij delujeta tudi to sta presnovna vitamina, D3 vitamin, vzela bi formulo 4 ali multivitamin zaradi B vitaminov in vsekakor bi vzela tudi, dobro, to bi jaz vzela bi tudi omega 3, zaradi tega, ker omega 3 v vsakem primeru deluje na živčne povezave, na obnovo, in vzela bi C vitamin. Zdaj pa, če tisti, ki spremljate videe, sem že večkrat risala, kako izgleda živčna celica, zakaj rabimo C vitamin, zakaj rabimo omega 3, zakaj rabimo B vitamin, v glavnem. Dejstvo je, da živčne celice so kompleksna zadeva, to ni nekaj, kar je samo ena stvar, damo pa deluje. Ne? In delujejo naši živčni končnici tudi na naša čustva. Ampak preden grem na čustva, se želim dotakniti silicija. Lahko nam pa manjka silicija. In zdaj silicij, ki ga dobimo, ne več ga dobimo v temnolistnati zelenjavi, bolj kot je trda zelenjava, več ima v sebi silicija. Bolj kot je, recimo, dalj časa, kot je v zemlji, več ima silicija. No in za ta novo knjigo, Ko imajo duše žur, sem spraševala gospo Jožico Okrogelnik iz Koroške, in sicer ona je pa priporočila, da naredimo kopel iz korenin praproti. Se pravi, da se praprot jeseni nakoplje in se potem v tem kopamo okončine, zato ker tam noter je ogromna količina silicija. Obstajajo tudi druga zelišča, ki delujejo, ki imajo ogromno količino silicija, recimo zdajle cveti potrošnik, to je tista modra rožica, tudi ta vsebuje ogromno silicija, prav korenine, tudi koprive korenine vsebujejo ogromno količino silicija in hrastovo lubje. Hrastovo lubje pa dobite v lekarni že narezano in skuhate tak močen čaj in potem v tem čaju lahko naredite pač kopel, lahko namakate, recimo, če vam gomazi v roki in boste pač to spravili ven. Tako da v glavnem to je tudi proti vnetjem, sploh za ženska vnetja je hrastovo lubje pač zakon. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo, to je zdaj ta tehnični vidik. Kaj je pa čustveni vidik? Poglejmo, prav odrevenile roke in noge. Ko odrevenimo, pomeni, da smo obtičali. Pomeni, da nekaj bi mogli spustiti, pa ne zmoremo. Nečesa se vklepamo tako močno, da smo že odreveneli. Tako da preverite z mišičnim testom, če imate v svoji podzavesti potrebo imam po potlačitvi svojih čustev. Se pravi, če jaz sebe postavljam na drugo mesto, imam vse ostale bolj rada kot pa sebe, v tem primeru se mi logično lahko dogaja to, da odrevenim. Naslednja stvar, strah me je spremembe. Če me je strah spremembe, pomeni, da se oklepam svoje varnosti. Tudi če je slaba. In če imate ta dva programa, v tem primeru, logično telo vam hoče sporočiti, nekaj treba spremeniti. No, zdaj, pred kratkim sem gledala en video in sicer ena hrvaška avtorica, pa ne bom znala zdajle povedati, katera, v glavnem je razlagala o tem, da energije se zdajle tako močno spreminjajo. In dejstvo je, da vsi mi to občutimo, to spremembo, da se nekaj dogaja. In je tako, kot bi želela, kot recimo kot vtičnica, ki je zdajle na 220 amperov, voltov, nekaj od tega, in se hoče adaptirati, spremeniti, nadgraditi na 500 voltov, se mi zdi. Le, nisem štromar, v glavnem. In dejstvo je, da se more neka nadgradnja narediti. Pri računalnikih vedno vidimo, da so posodobitve, posodobitev. Kaj pa mi? A mi delamo posodobitve? Ja, mi pa delujemo po starih programih, tako kot smo bili naučeni, tako furamo dalje. In dejstvo je, da je tudi za naš čas posodobitev pa nadgraditev našega programa. Če so vam govorili, da morate biti tih, da morate ugajati, da niste dovolj dobri, če se postavite za sebe,
ali pa izražate svoja čustva, ja, dajte narediti že nadgradnjo. Čas je za nov program. Nov program pa je, kar se imam rada in se cenim, pristajam samo na tisto, kar me podpira. Zadnjič sem govorila z eno gospo. V bistvu se imate s partnerjem krasno. Razen vsake toliko časa, in ta vsake toliko časa je vedno bolj pogosto, ko ima on razne izlete s prijatelji in takrat se ne oglaša na telefon in pride tudi ukajen domov. In dejstvo je, da ona je rekla, pa jaz ga imam tako rada. Ampak vprašanje pa je, koliko imaš pa ti sebe rada? Če bi ona kolikškaj imela sebe rada, bi postavila meje. Ampak, ker jo je strah izgube, ker poglejte, ko postavimo meje, takrat je možno tudi, da nasprotna stran ne spremeni nobene stvari in takrat je možno, da lahko rečemo, je čas za drugačne vibracije. Ni nujno, da mi odidemo, mogoče se zgodi, da mi dovolimo, da kaj odide in se samo zgodi. In to je stres. Potlačen stres, potlačena čustva, tisto, kar požremo svoja čustva, nekje na telesu se pač odraža. In to, kar se odraža, mnogokrat ne želimo pač videti tega ali pa se soočati s posledicami tega. Ker je bolj varno ostati nekje, tudi če je slabo, ampak je, še vedno nekaj je. Tako da vem, da spremembe niso enostavne, ne nazadnje sem jih jaz delala v svojem življenju. Prvi tak velik premik v mojem življenju je bil, ko sem službo, v kateri nisem bila srečna, zaradi katere me je želodec bolel, ko sem enostavno rekla, ne zmorem več. Ko sem imela takrat 22 let oziroma 21 let. In glejte, lahko bi obtičala že takrat pri 21 letih in bi pač hodila v službo, zato ker je redna in bi hodila in danes pri 51 letih bi rekla pač, ja, se še malo potrpim, se bom v penziji vsak čas. Ja, lahko bi tako delovala, ampak a je to, kar moja duša hoče? A bi se jaz kot duša izrazila? Ne bi. Jaz bi hodila za preživetje, bi delala za preživetje in bi bila v tistem krogu in bi se pritoževala nad šefi in bi vsake toliko časa šla na dopust, da bi k sebi prišla in bi čez vikend komaj k sebi prišla, da bi šla naslednji teden spet v službo. In ne nazadnje, tam sem bila. Bila sem v odnosu, v katerem, ja ne bom rekla, da je bilo vse slabo. Ne nazadnje imam 3 krasne hčere, ampak so bila zadnja leta, ko enostavno ni bilo v redu. In takrat bi ravno tako lahko rekla, ja, pa sva nekaj ustvarila, pa na koncu koncev je tukaj pa otroci rabijo družino in 1000 stvari in bi sebe potlačila. In če bi sebe potlačila, bi naredila to, kar se je zgodilo. Pred kratkim smo imeli v družini eno smrt in ko je pri tej gospe bilo že tako, da se je videlo, da se nič več ne da pomagati, iskala je rešitev pri večjih zdravnikih in potem je šla še alternativno k eni zdravnici in pozna družinsko situacijo in ta zdravnica ji je rekla, pri tebi ne moramo nič več pomagati, ampak povej tvoji hčeri, tvoja hčera ima isti program, naj ona naredi drugače. In dvomim, če bo naredila kaj drugače, a veste, to je proces. Proces, ko se pa postavljaš za sebe, pomeni, da na drugi strani verjetno nekdo ne bo ploskal. Ko se postavljaš za sebe, takrat ljudje okrog nas niso srečni, zato ker oni so zadovoljni tako, kot je. Ali pa tako, kot takrat, ko sem bila še v zakonu, pa sem rotila, najdva si pomoč, je pač rekel, jaz nimam težav. Ti imaš težave. Ti pa greš na tiste delavnice, pa poslušaš tiste tvoje zmešane babe, ti imaš težave. In na koncu sem začela razmišljati, ja pa halo, se imam res jaz težave. Saj nasprotna stran jih nima. Oprano je, skuhano je, hladilnik je poln, za otroke poskrbljeno, 2 avtomobila, pes, otroci, vse imamo. A ima težave. Ko
se zmeni s prijatelji, gre s prijatelji, a ima težave? Nima. Ampak imela sem jih jaz. A veste, in tukaj noter, drage dame in tudi gospodje, tisti, ki gledate te videe, čas je, da začnemo postavljati sebe in svoje potrebe pred potrebe drugih ljudi. Zato, ker če imamo podzavesti, da moram zadovoljevati druge ljudi, slej ko prej se bo moje telo utrudilo, moja duša se bo utrudila, in ko se utrudi moja duša, takrat zbolim. In ko zbolim, lahko spet tekam od zdravnika do zdravnika, ali pa začnem delati meditacijo za dekodiranje podzavestnih vzorcev, si začnem ponavljati pozitivne trditve, dovoljujem si recimo tukaj v meni je moč, dovoljujem si sprejeti svojo moč, osvobajam se vseh sodb, svobodna sem, dovoljujem si svobodo, dovoljujem, da grem naprej, dovoljujem si spustiti navidezno varnost. In zdajle sem prebrala eno sporočilo od ene gospe, ki je napisala, da cel vikend porabi za to, da pač ima službo, v kateri je v stresu in pač hodi na jogo, na meditacijo, povsod hodi, vse dela, ampak služba je problem. Jaz sem ji napisala samo kratko sporočilo, potem je pa čas za premik naprej, čas je za menjavo službe. In sem dobila odgovor, no, tega sem se bala. Ja, varnost. Vem, težko je, tam sem bila. Vem, težko je spustiti, tam sem bila. Ker nisem mogla spustiti, mi je 2-krat hrbtenica tako zaribala, da nisem iz postelje vstala. Vem, ker tam sem bila. In tudi vem zdaj, kako je na drugi strani. Ko sem mirna, vem pa, da nekdo reče, ja, pa živiš sama. Ja, zaenkrat živim sama, ker ne želim imeti nekoga, da bom poslušala njegovo dramo, da se bom ukvarjala z njim, ki ima 1000 stvari za popucati. Pač, ker sem jaz boginja na zemlji, lahko zraven mene, lahko samo nekdo, ki se zaveda svoje božanskosti. Ne more biti en, ki ima 1001 težavo s sabo in z ljudmi okrog sebe. Pač ne pristajam na manj. In zdaj, če to pomeni na dolgi rok ali pa za to življenje, da bom samska, glejte, tudi če sem samska, nisem sama. Ker mnogi, ki ste poročeni, ste sami. Ker tam sem bila. Vem, kako je, ko si sam, pa si poročen. Tako da, ja, tole življenje je zanimiva godla. A je to tako? Ena velika mineštra in dejstvo je, da se učimo iz tega ven splavati. Zdaj pa vsak izmed nas ima svoje lekcije, uči nas telo, učijo nas odnosi in vse te bolečine, ki grejo preko telesa ven, so v bistvu sporočila naše duše, da je čas za premik. Vem, težko je. In tudi vem, da se. Ko se mi odločimo, veste, ko mi damo signal, zdaj sem se odločila, se odprejo nevidna vrata in se zgodi. Pač tako je. In se zgodi tudi čudežna rešitev. To je življenje. Ko zaupamo v proces življenja. Tako da uživajte, imejte se radi, ampak res radi. In imejte najprej sebe radi in potem druge. Ne? Ljubi svojega bližnjega tako kot sam sebe. Ne? In mi, sploh ženske, smo naučene, ljubi svojega bližnjega bolj kot sama sebe. In če imaš ti sama sebe rada, si pa čudna. No, to je star program in čas je za nadgradnjo. Tako da uživajte, naj vas življenje podpira. Življenje vas bo imelo lahko rado, ko boste vi imele sebe radi. Rade, uživajte.